sodoben ali pa sodobni nogomet, kakorkoli. Naj še enkrat predstavim, torej Primož Bliha, dober večer. To je ta fant, ki je bil napadalec, pravijo vratarji, da neugoden napadalec, 28 reprezentančnih tekem, 10 golov in skoraj da 1/3 jih je zabil Hrvatom v Splitu. In Hrvati se zelo bojijo, da ga ne bo naša vlada vključila v Piranski zaliv sedaj pri arbitraži, ker je neugoden za Hrvaško. Zdaj vidite, da so novinarji največje zlo. Hvala. Dobro. Dobro, da ne bomo samo resni, s tem smo obljubili, da vas moramo pretegniti malo na začetku. Potem je Dušan Kosič, trenutno trener Celja. Dober večer. Dober večer, sem sprejel. Ja, pa še mikrofon testiramo vse skupaj tem. Torej, nekdaj tudi selektor mlajših reprezentanc. Nogometaš, ki je v prvi slovenski nogometni ligi odigral 421 tekem. Drži ta podatek? 422, dobro. Več od njega jih je odigral le Sebastian Gobec, če imam jaz vse podatke pravilne. In potem smo v klubu skupaj zdaj. No, sej zato so malo namiglo, hvala, ker se lepo dopolnjujemo. In potem je Simon Rožman, dobro večer. Dobro večer. Najmlajši trener v prvi ligi, prihaja iz Štor. Ne ga pošiljati na kakšno prakso, na kakšno šolo, ker se lahko zavili učiteljco, telovadbe. Tako da imeli smo še enega kandidata, selektorja članske reprezentance novega, ampak se je opravičil in rekel, da gre rajši v France kot v Portorož, ker tam ni bil prav veliko časa, že v Portorožu je pa že bil večkrat. Dobro, toliko za hec in za lažji uvod. Torej, vse skozi se nekako pogovarjamo o sodobnem nogometu. Kako bi na kratko opredelili, kakšen nogomet je to? Primož. Sej, več ali manj to je zelo neugodna vloga, ker takole, ko stojiš na bini, potem so komentarji taki, kakršni pa so. Tudi jaz komentiram včasih, kaj kdo komentira, pač to je ljudsko. Ampak sodobni nogomet predvsem časni prostor. Ni več časa, zelo malo prostora in tisti, ki se v tem prostoru dobro znajdejo v tisti stotinki sekundi, ki zna obvladati to žogo v gibanju, ta je tisti, ki je dodana vrednost današnjega nogometa. Dušan? Zame je to težko vprašanje. Kaj bi rekel, sodoben nogomet je non-stop se spreminja. V bistvu to sem zdaj že ugotovil kot trener, da je treba biti skozi v trendu in še nekaj bi mogoče opozoril, da je veliko nivojev. Torej, non-stop se spreminja, pa več nivojev je. Simon, kakšen je, če dovolite, se bomo danes stikali tu, kakšen je tvoj pogled? Po mojem pač sodobni tisti, ki daje trend, to pomeni trend dajo najboljše ekipe, se pravi v trenutni situaciji. Sigurno se strinjam z obema predhodnikoma, mogoče bi dodal še to, da je po mojem sodobni nogomet kompletnost, kar pomeni, če govorimo o taktiki, ekipe danes imajo vse, kontinuiran napad, protinapad, na hitro, če govorimo o fazi obrambe, mora znati uporabiti visok pritisk, mora se znati braniti na svoji polovici in tako naprej. In ne samo, bom rekel, v taktiki, enako je v kondiciji, enako je dejansko v tehniki. Se pravi, za mene pač sodobni nogomet trend najboljših ekip na svetu. Mi nekako poskušamo se tem zadevam približati, mislim pa, da smo vsi trije nekako zaključili vsak svoje mnenje in neko celoto, kaj bi to bilo. Dušan Kosič, zdaj začnem pri tebi. Lahko v Sloveniji govorimo o premiku, o teh spremembah nogometnih igr, oziroma se lahko vsaj približujemo tej nogometni igri, če je ta vezana predvsem na tiste največje klube. Zdaj, če se vrnem še na prejšnje vprašanje, bi rekel, da vsak od nas, tako kot je trener na prejšnjem predavanju rekel, da ima vsak svojo vizijo nogometa, vsak nek svoj podpis v nogometu, je tudi za sodoben nogomet, no vem, mogoče je zame ena ekipa tista, ki je zdaj trenutno najbolj sodobna, za Primoža bo druga.
Tako da je to zelo nehvaležno povedati, kaj je tisti sodobni trend. Vsak ima nek svoj podpis, vsakrat spremlja neke klube, ki so njemu všeč. Zdaj sem pozabil, kaj sem vprašal. Če lahko tudi v Sloveniji govorimo o tem sodobnem nogometu, oziroma ali se mu lahko približujemo, ali vsaj približno poskušamo priti na neko raven. Letos imamo zelo dober primer, da ravno letos so se naše ekipe, na katere smo bili, zdaj sem z gospodom Rožmanom tle na tribuni, jaz sem ji čestital recimo v zadnjem najnem pogovoru, ki sva ga imela po tekmi Domžal za nemško ekipo, ki smo jo, vsi skupaj smo to videli, popolnoma zasluženo izločali iz Evrope in seveda smo bili takrat vsi ponosni na Domžale, na naš, na slovenski nogomet in tako naprej. Tudi Maribor letos briljira v mednarodnem nivoju. Če smo realni, recimo tudi ni realno to, kar delajo te naše ekipe, glede na vložke, glede na rezultate, ki smo jih letos dosegli, seveda si pa želimo to ponavljati vsi. Mislim, da je to tudi trend, da bi mogli vsi k temu strmeti. Seveda spodbujati en drugega, izmenjevati mnenja, ker ponavljam, veliko nivojev je, ne smemo se zadovoljiti in mislim, da je to tista pot, no. Zdaj mednarodni nogomet je pa krut, fantje so hitrejši od naših igralcev, močnejši od naših igralcev, nam preostane, to je moje mnenje, organiziranost in seveda zbrati igralce, ki so pripravljeni igrati na igrišču. Simon? Jaz bi v prvi vrsti rekel, da se še mlad zaletal, vidim mogoče drugače kot nekateri, rekel, starejši kolegi. Mislim, da to ni nič narobe. Mislim, da se slovenski nogomet podcenjuje. Tudi ne nazadnje uspeh Maribora, uvrstitve v Ligo prvakov in tako naprej, dokazuje to, da sigurno smo v trendu. Sigurno smo v trendu, tudi na koncu naša zgodba, ne vem, zgodba kakorkoli Olimpije, Gorice, kakorkoli na mednarodnem nivoju. In jaz mislim, da v prvi vrsti slovenski nogomet dober. Takšen je, ker ga mi tvorimo. Če bomo govorili o njem slabo, govorimo o sebi slabo. To se mi zdi zelo pomembna informacija. Dejstvo je, da zaostajamo v določenih stvareh, ne bi zdaj jamaril o tem, sem pa prepričan, da smo vsi nekako delamo v tej luči, da bi bil naš nogomet sodoben. Imamo vsi neke ovire, imamo infrastrukturne pogoje, finančne, bla, 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 ampak mislim, da smo trenerji tisti, ki smo najbolj zaslužni v slovenskem nogometu, ne predsedniki, ne športni direktorji, ampak mislim, da trenerji, da smo po tej športni plati na igrišču definitivno najbolj blizu sodobnim evropskim klubom. Hvala. Primož Bliha, morda pogled kot selektorja. Kajti ena je seveda klubsko delovanje, potem nadgradnja vsemu sistemu naj bi bila potem, oziroma naj bi bile reprezentančne selekcije. Je pa tudi tu kakšna ovira oziroma en razkorak. Velik. Razkorak je zelo velik. Zdaj, mi se lahko hvalimo, da so 6. popoldne, pa vprašamo en drugega, pa govorimo, kako smo mi dobri, ampak resnica pa malo drugače. Jaz sem vam povedal, jaz sem prišel samo v mojo to, kar mislim. Jaz sem že 5-6 let teh mladih reprezentancev, nam zmanjkuje tekmovalnosti, zmagovalne mentalitete, ki se ustvarja že s svojimi 10-11 leti, kjer ni fante, tiste, ki so močnejšega karakterja, ki hočejo povedati v slačilnici svoje mnenje, med polčasom, po tekmi, ki se izpostavijo, mi jih enostavno izločimo. To nam je problem družbe. To je največji problem. Mi danes v U21 nimamo 5 igralcev, 6 igralcev, ki igra slovensko ligo. Nimamo v Mariboru enega, imamo v Olimpiji nobenega, v Domžalah nobenega, v Gorici par, vse ostalo so pa fantje imamo Velenje, Pušnik mi maha, vse ostalo je pa iz klubov, ki se borijo za obstanek. To je zdaj matematični izračun. Problem je, da imamo ogromno tujcev, ki niso dodana vrednost slovenskega nogometa, da imamo, absolutno tujci mora biti, jaz sem bil v 7 državah na svetu tujc, ampak vedno, če je bilo po tekmi, da nisem bil med najboljšimi, mi je rekel, hej, frajer, ti s tujcem, ti šmo kakšnega zabiti. Kaj pa prejšnjo tekmo, to nima nobene veze. Danes je nov dan in ti boš moral prevzeti odgovornost in ti moraš biti najboljši. S tem imamo mi problem.
Imamo trenerje, ki so tujci, super. Ampak morate imeti odgovornost, da boste uveljavljali mlade igralce, ker iz te mlade reprezentance prihajajo A reprezentanti. Poglejte, med nami je ogromno, se mi zdi licenca A, je tako. To je vzajemnost. Nekdo začne pred 10 letih trenirati enega otroka, ki posledično čez 15 let postane A reprezentant. Oni, vi, ne boste od nogometa živeli, ampak boste imeli posebno satisfakcijo, ko je nekdo v življenju uspel, boš rekel, tega fanta sem pa jaz pred 10 letih trener. Finančno se nobeden od nas ne bo kako koristil, sploh pa ljudje, ki delajo v generacijah v 10, v 11, v 12. Mi imamo največji problem, ki ti fanti enostavno ne dobijo možnosti, da bodo v slovenski ligi igrali nogomet. Moramo pa vedeti eno stvar, v slovenski ligi primanjkuje agresije, discipline, tekmovalnosti. V redu, imamo ekipo, ki je v Champions League, tako kot je, zato ker je to blazno težko in ne moramo, če hočemo, moramo delati izključno edino vzajemno. Ker to je posledično ena določena satisfakcija, en določen način modela, v katerem se bodo mladi igralci razvijali. Mi danes nimamo od letnika 94. Če mi kdo pove, 6 igralcev v letniku 95 še danes igrajo nogomet. Imamo še odgovor z publike. Koliko jih je? Moja služba je pa vam povedal, 5-6. A veste, koliko otrok je v kadetski generaciji igral letniku 95? 16 klubov po 20 igralcev, to je, mislim, da je 320. Mi imamo premali izkoristek tega in premalo možnosti damo tem otrokom. Danes sem poslušal tole gospod, ki je govoril o psihologiji. Super, vse v redu, ampak jaz te bom eno drugo stvar vprašal. Fant je naredil 3 ponavljanja, ga je treba motivirati. Čakajte malo, če pa mi govorim, a si ti delal faksa? Ne. Kdo je delal med vami faks? A si ti prišel učitelj pa rekel, daj me ti motivirati, da bom jaz imel 10. O čem pa mi govorim? To je naravna selekcija. In problemi imamo s tem, da enostavno več ni naravne selekcije. Vsi morajo igrati zato, ker so dali 50 evrov te kotizacije, kako to gre, jaz pač ne spremljam tega. Ampak če mi ne bomo začeli delati selekcije, zakaj bi mi nekoga prosili, daj sine, še 5. ponavljanje naredi. Pejte v šolo, sine, če se ti ne da še 5. ponavljanje naredi. Evo, poglej, tukaj imamo trenere, ki so mene trenere. Daj sine, če se ti ne da 5. ponavljanje naredi, pej kjer v šolo, pa bod mesar, bod pleskar, bod ekonomist, bod kdo bo koga prosil. In zato imamo problem, to je kolektivni problem družbe, v katerem mi nekako ne najdemo sebe in mi tonemo. Bodimo iskreni in pošteni in ne se vse lepo, mi se potrudimo, pa se borimo, ampak končni rezultat je vsako leto slabši. V 19 generacije, 19, ne 17, letnih 94, 95, 96, 97, 98, 99, samo ena generacija se je uspela uvrstiti v nadaljne tekmovanje, ne evropsko prvenstvo, v nadaljne tekmovanje. Da ne bodo rekli, da so selektorji krivi, da so selektorji krivi. Ne, vsi nismo krivi in vsi mi moramo prevzeti odgovornost nad temi rezultati pozitivnimi ali pa negativnimi. Morda odgovor, recimo, vi dva prihajata iz klubskega delovanja. Primož je dejal, da manjka agresivnosti, hitrosti pri igralcih. Ja, ne vem, moje mnenje je, družbe ne bi šel spreminjati, kakršna je, tako imamo, lahko jo gledaš negativno, pozitivno, to je stvar pogleda. Jaz bi se osredotočil bolj na delo, kaj delamo s fanti, kako jim predstavljamo mednarodne nivoje. Jaz sem bil tudi priložnost in sem hvaležen za to, da sem bil 4 leta del tima reprezentančnega. Lahko se tudi pohvalimo zelo dobrimi rezultati, bili smo konkurenčni na mednarodnem nivoju z Belgijo, Španijo, Nizozemsko in tako naprej, da ne vem, koliko spremljate ta del nogometa slovenskega. In mislim, da smo bili zelo uspešni v tem, da naši fantje so talentirani, so konkurenčni, niso pa nič boljši od mednarodne konkurence. To je zdaj, bi rekel, dejstvo. Mi nimamo ekstra talentov, mogoče se strinjam s Primožem, da jih ne znamo narediti, ne vem, nisem toliko pameten, ampak dejansko mi smo konkurenčni in jaz bi
poudaril, dajte spremljati mednarodne trende. Mi imamo time trenerske v Sloveniji in ekipne, ki zelo dobro delajo. Tukaj se mi zdi, da pridemo do realne ocene, da vi vsi skupaj, seveda so zmer finance problem, spremljati neko delo trenersko. Vem, da ste imeli tudi možnost spremljati reprezentančni del mlajših selekcij, ko smo bili mi, pa je bila udeležba res slabša, pa bi se lahko tam res veliko naučili tisto, kar hoče. No? Tako bi rekel, vem pa, da je to zmer pogojeno z časom in tako naprej. Mi imamo dobre trenerje v Sloveniji, kar dokazujemo tudi na mednarodnem nivoju. Tudi igralce imamo dobre, samo je treba z njimi delati konkretno, usmerjeno, s pravimi navodili. No? Zdaj pa vsak zase ve, kaj je to, vsak na svoj način. Seveda je pa, ne vem, to je neko moje mnenje. Simon, je težava morda ta, vendarle, če si priznam ali ne, sorazmerno ozka baza? Recimo prejle Ermin Šiljak razlagal v enem kitajskem mestu, ima recimo akademijo s 5000 igralcev. Ja, definitivno slabši, manjše kot število, težji izbor, slabša selekcija in tako naprej. Jaz bi se mogoče prej navezal na Primoža, če lahko. Absolutno se strinjam, bom rekel, za situacijo in tako naprej. Jaz mislim, da mi trenerji v prvi vrsti mislim, da se moramo spremeniti mi, oziroma pač prilagoditi trenutni družbeni situaciji, da se moramo mi v tej vlogi znajti in dejansko poskušati, bom rekel, spreminjati sebe, da bomo lahko, po moje, spreminjali druge. Stvari, ki so bile takrat so bile za nekatere boljše in tako naprej. Danes so pač taki. Jaz mislim, da smo mi tisti v nogometu, ki lahko zadevo spreminjamo. Hotel sem se navezati na to, da se mi zdi, da pač trenerski status kot sam je v nogometu mogoče premalo cenjen. Govorimo v smislu, kdo vodi klube. Mi nikoli na seminarju nimamo povabljenih športnih direktorjev, predsednikov in tako naprej. So pa oni tisti v klubih, ki načeloma vodijo slovenski nogomet. Dejansko ga vodimo mi kot trenerji, govorimo odločajo pa nekdo drug. Dobro, mogoče malo mešam teme, ampak sam mogoče v temu. Se pa strinjam, baza igralcev, če dalje manjša, krivi smo, mislim, da v mlajših selekcijah, kar se tiče, glede na to, da imam tudi to pogled, kadetske mladinske lige nižje nimam, mislim, da se dela na nivoju, tudi trenerske strukture, govorim v smislu širjenja stafa, pomočniki trenerjev in tako naprej, da se ta zadeva, mislim, da izboljšuje. Je pa res, da ti prehodi v člansko ekipo zaradi raznih stvari so pa manjši, kot bi si definitivno želeli selektorji, definitivno na koncu tudi mi, bom rekel, kot trenerji, kot del strukture kluba, bom rekel, ne gre v smer, katero bi si vsi skupaj želeli. Moramo vsi skupaj oziroma morate strmeti k drugačnemu načinu morda selekcioniranja že pri tistih najmlajših. Baza je, kot smo slišali, ozka. Vedno več potrebujete, recimo, trenerji hitrih igralcev, agresivnih v tistem pravem pomenu besede. Kako Primož vse skupaj začeti nastaviti, postaviti tudi zaradi reprezentance. Kajti vemo, da klubi lahko dosegajo neke rezultate, ampak če so tam tudi tujci, potem za domače fante oziroma za reprezentante ostaja manj manevrskega prostora. Zelo preprosto je, ko primer. Sem končal kariero nogometno in mi je Brane Jelzner rekel, veš pa, nimaš pojma peti v šolo za trenerja, ne, da boš potem lahko trener. Zdaj pa mi se vrnemo, kdo so pa športni direktorji? A so to ljudje iz stroke? To je največji problem. To mešanje tega, da mi moramo vse, tisti ljudje, ki podločajo o tem, kako se bo en klub selekcioniral, oni ne rabijo nobene licence. In to je največji problem. Jaz upam, da Švedsko ne šmeke za trepome. Ampak... A je Švedsko v dvorani, do zdaj še ni nekaj pripombe? Se pravi, smo zanimivi oziroma ste zanimivi, hvala. Ampak dajmo biti pošteni, dajmo biti. Kdo so nam športni direktori? Hajde, ne vem, koliko ima v vas v klubih ljudje, ki imajo Europro licenco in da je odgovoren, športni direktor je odgovoren za stroko.
Ne vem, če vas je 10. To je največji problem. Od nas se zahtevajo maksimumi, na drugi strani nam pa oni poskušajo na takšen ali drugačen način, iz osebnega interesa, iz športno-političnega interesa, pripeljati neke določene igralce, s katerimi ti zelo težko funkcionira. In to je en problem, ki je v Sloveniji zelo korenit in dok mi teh stvari ne bomo rešili, tudi trenerska organizacija bo morala na tem delu. Zakaj ne? Če mi trenerji moramo imeti Europro licence, Pro licence, A licence, zakaj potem tudi ne bi postavili in tukaj se bo vse drastično spremenilo. Zakaj? Zato, ker je to osnova enega sestava določene ekipe. Potem je vse lažje. Dobro, Dušan, morda še tvoje mnenje, recimo, ne nazadnje si bil selektor, recimo, teh mlajših reprezentanc, ampak težko je verjetno selektorju v tistih par dneh, teh par akcijah, konkretno, korenito spremeniti način razmišljanja dela igralcev. Zdaj, odgovor ne bo všeč mogoče našim trenerjem. Jaz vem, da smo mi v 2-3 dneh naredili neverjetno razliko. Mogoče mi ne verjamete, bil sem zraven, vem, na kakšen način smo trenirali, ko so fantje prišli iz klubov, pa to je, ne to imati kot kritiko, ampak ko smo jih postavili pod pomankanje prostora, pomankanje časa, so fantje napredovali z treninga v trening in so bili tudi na tekmah pol zelo spodobni. Se pravi, da je rezerva, recimo. Jaz bi tako rekel, pogovarjamo se o športnih direktorjih o tem. Seveda vsak trener sanja, da pride v klub, kjer bo igralski del enoten, trenerski del in vodilni del. Torej, to je idealno, ampak v praksi vemo, da je zelo težko najti kompatibilne ljudi in poleg tega potem še razvijati igralce, narediti uspeh in tako naprej. Zdaj, prej smo se pogovarjali, verjetno Maribor pa Olimpija težko razvijata 17-18 let stare igralce svoje, če morata rezultat loviti, pa konstantno, ne vem, za prvaka se boriti. Za druge klube je to mogoče lažje, in tako naprej. Milijon problemov je, ampak jaz še zmeraj vidim, velik napredek bi mogel biti med nami, da bi sodelovali, da bi izmenjevali mišljenja, da bi, to je Simon že parkrat tudi javno povedal in tle se strinjam, mi en drugega ne podpiramo in en z drugim težko sodelujemo. Ker vsak svoje, v bistvu bi rekel, ima neko svojo resnico, neke svoje izgovore v bistvu, ampak jaz spet pravim, tudi to sem se naučil, ni na igralcih, na nas trenerjih je. Kakšne zahteve jim postavljamo, kako treniramo z njimi, kakšne pogoje za treninge imamo, kakšno samozavest jim dajemo, se strinjam s Primožem, ker so v strahu, ne samozavestni in tako naprej. Torej, govorim o celi neki zdravi sliki nogometa, seveda, rezultata ne moš vedno doseči tudi, ampak se pravi, so zgodbe, če jih gremo pobrskati, mi smo dobri, tudi igralci se nam zgodijo dobri in jaz mislim, da bo, no, da je treba samo spremljati uspešne zgodbe. Jaz, če lahko sam dodam, kar se tiče trenerskih rezerv, jaz sem fasciniran nad sodniško organizacijo. Dejansko lahko rečem ljubosumen, izkot so oni začeli, če gledamo sodniško organizacijo, pa organizacijo trenerjev, pa če gledamo danes strukturo Nogometne zveze Slovenije, kje smo trenerji in kje so sodniki. Tudi, ko se pogovarjamo, pa govorim zdaj zelo v pozitivni noti. Če ste prej videli, vsi smo videli, da je bila roka iz avtobusa in tako naprej, nikoli noben od sodnikov ne bo rekel, ta pa je naredil napako, ta pa nima pojma. Če se mi pogledamo med sabo, vsako prvo vprašanje, ko je bilo, kak pa je igrala mlada reprezentanca, ima ta jih še na igrišče ne zna postaviti. Kaj hočem reči? Mi smo en drugemu lahko kritiki, ampak ne kritiki družbi navzven. Zelo malo, bom rekel, jih je, ali pa nas je, kakorkoli že, ki bi pa lahko sedeli za isto mizo, govorimo zdaj o rezervah, trenerskih rezervah, da se pogovarjamo, kje so rešitve in tako naprej, in tako naprej. Se pravi, če govorimo o trenerjih na eni strani, jaz mislim, da smo mi edini, ki delamo nogomet, ali pa najbolj pomembni v nogometu, če govorimo o razvoju igralcev, tako jih ne naredi ne športni direktor, ne predsednik in ne sodnik. Med sabo si pa delamo, bom rekel, v tem aspektu ogromno enih problemov, če govorimo navzven, in zato tudi naša cena iz strani na nas gledano mogoče ni na tem nivoju, ko si mi skozi služimo. Dobro, zanimivo. Malce smo sicer šli z tiste linije sodobnega nogometa, ampak vidim, da se stvari odpirajo.
In po eni strani mi je tudi to všeč, kajti že lani smo ugotovili, oziroma ste ugotovili, da te razprave, pa naj jih se kakorkoli imenujejo, odpirajo določena vprašanja o tej stvari. Primož, si bil morda izvan ali ne, sodeluješ s trenerji iz klubov, iz katerih prihajajo recimo reprezentantje, vprašaš koga kaj recimo. Slišimo zdaj javno. A si spravil front lista, kaj še imaš? Ni, jaz sem samo moje imam. Ja. To je vezan posel. Uspeh mlade reprezentance v prejšnjem ciklusu, ko je premagala svetovne prvake, ni naš uspeh. Jaz sem rekel fantom, pred tekmo, fantje, mi vas imamo 3 dni. In ko smo mi zmagali tekmo, sem rekel, veste, vi ste zmagali tekmo, jaz sem selektor. Zdaj pejte pod vseh svojih trenerjev, ki so vas od 10 trenerali, pa jim rečete, trener, to je pa tudi vaša zasluga, jaz ne vem, kdo vas je treniral, ker to je prevelika masa ljudi. Se jim zahvalite, bodite spoštljivi do tega, ker to je proces. Proces, v katerem od 7, 8, 9, 11, 12 let, da prideš ti do neke določene točke, da bi lahko naredil rezultat. To je vzajemnost. Mi pač nažalost imamo malo probleme s te vzajemnosti, zato ker je ogromno trenerjev pa zelo malo klubov. To je tudi en del konkurence, kar je pač normalno in ta, bomo rekli temu, en del tudi ljubosumja in se je to logično, ker pač tega življenjskega prostora ni veliko. Je pa problem ta, da živimo v eni oportunistični družbi, ki jo Dule ne bi spreminjal, ne? Ker vsak govori samo tisto, kar mu v danem momentu paše zaradi nekega njegovega osebnega lastnega interesa, ampak to ni v redu. Ni v redu zaradi tega, ker vsi mi tukaj noter, ki smo še enkrat poudarjeni, od U10 do U35, kar je danes naš kapetan v reprezentanci, smo odgovorni za ta uspeh. Je pa res, da je življenje krut in eden bo dobil malo več za to nagrade, eden malo manj nagrade, ampak vsi vi, ki ste pa pač v teh otroških generacijah, boste imeli pa satisfakcijo. Ker tudi jaz imam danes 50 let, imam tlele trenerje, ki so mene trenirali od Zeneta, Vrdenika, Mate, že bla, 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 spiješ kavo, se pogovoriš in življenje teče dalje in imaš spoštovanje do teh ljudi, zaradi tega, vse ti, ki si star 25, vse tebi se fučka, zato tebe zanima, da imaš en del denarja, ampak polka pa dozoriš, pa le na konc znaš sešteti, pa odšteti, pa reči, ta je bil korekten, ta je bil tak, ta me je naučil ta je bil trd, discipliniran, ampak ta me je naučil tega in to je, če več od tega človek sploh v življenju ne more dobiti. Kaj ti lahko dobiš več od tega, kot je en reprezentant, ki je danes star 40 let, pa ti reče, trener, ki si 60, trener, te gremo na kavo, ker ste me pa nekaj naučili. To je najlepše. Samo mi tega enostavno ne dojevamo, ker živimo v taki družbi. In Dule je pač ne bi spremenil, jaz bi jo pa takoj spremenil. Se pravičujem. Jaz bi jo že spremenil, sam nimam te moči. Boš ti probal. Dule, začni pa sebi. Pa boš navezal na njega pa boš okolo okrog. Okay. Bom delal na tem. Dobro, zdaj, ko smo se že dotaknili teh reprezentančnih selekcij, ali bi bilo smiselno, da imamo v Sloveniji enoten, bom rekel, sistem dela, igre od U15 do članske reprezentance? Je to realnost, je to možnost, je to nuja, to bi in kako bi vse skupaj to postavili. Zdaj smo se že dotaknili. Simon, začni, kaj ti? Ja, jaz bom poskušal biti zelo kratek. Če govorimo na klubski, mislim, da to na reprezentančni ravni že zelo lepo teče, tudi vsi ti rezultati, ki so vezave in tako naprej. Mislim, da no, se isto velja, da kaže, govorim za klube. Jaz pač mislim, da je to nuja dejansko iz preprostega vidika, da ta prehod, proces vemo vsi, najtežji iz mladinske v člansko kategorijo in tako naprej, proces selekcije in tako naprej. Mislim, da predvsem znotraj kluba lahko ta prehod igralcem olajšamo, če temu rečem, če bi imeli nekako enoten model. Zakaj? Ker igralec, ki prihaja iz mladinske v člansko ekipo, je enak tistemu tujcu, ki prihaja v klub. Se pravi, oba dva prideta v sredino, dejansko brez informacij. Pomeni, če bi ta bil proces, po mojem mnenju, nekako že nastavljen, na koncu tudi, če gremo čisto detaljno v igralne oblike, mislim, da bi ta prehod bil lažji. Mislim, da je možno.
Če govorim za Domžale, lahko direktno, direktno odkrito, se trudimo v teh zadevah. Normalno vsak trener daje, bom rekel, še dodaten zanos, dodaten ton in tako naprej, ampak mislim, da rdeča nit mora biti poznana in tu nekako vidim generalno za klube, da bi to bil en velik napredek, če bi ta rdeča nit obstajala. V reprezentancah Primož, je to opcija sploh ali glede na tisto, kar si prej povedal, da praktično imaš igralce, kot imaš pri U21? Enoten sistem. Ja. Kaj pa, ko greš v Italijo, pa 3-5-2? Jaz sprašujem. No, kaj se zgodi z igralcem, ki igra cel življenje 4-2-3-1, potem gre po Italiji in trener reče 3-5-2? Kaj pa bolj? Mislim, ne razumem. Jaz sem bolj mislil, če je bilo vprašanje v smislu modela dela, kot pa sistema igre. Torej, model dela je sistem igre, recimo, ne vem, v nekaterih državah je to zelo nekako nakazano in postavljeno. Jaz sprašujem, če je državi. Evo ti angleško ligo boš videl v sistemu milijon. Govorimo o reprezentancah, mlajda, U17, članska. To nima nobene veze. No, se jaz sprašujem. To je odvisno od posameznika, ki vodi kolektiv. Nekdo igra 3-5-2, nekdo igra 4-2-3-1, nekdo igra bla 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 in to je pač tisoč in ena kombinacija. Igralca mi moramo naučiti, da bo znal igrati v vseh sistemih. Samo neko se strinjaš s tem? Kako misliš, Boj? Sistem ni bistven, temveč ideja znotraj igre je bistvena. Ti si postaviš Barcelono v drugi sistem, bo isto uspešno, ker ima tako kvaliteto znotraj tega sistema, katerega koli... Ne, jaz ti govorim o igralcih, ki se morajo znati prilagoditi na vse sisteme. Pusti Barcelono, dajmo se mi spustiti na slovensko ligo. Mi nimamo Mesija. Messi, ti, jaz, Čulič se bo sedel na klop Barcelone, bo Celto Vigo zmagal z ali pa brez. Da se mi razumemo. Mi Messijev in Inieste pa Xavija ne bomo nikoli imeli. In ta frajer, ki se usedel na klop Barcelono, on ima večji problem te igralce poštima, da so normalni, zmagal pa on ne bo nikoli. Ko bo Messi vzel žogo, pa je bo 6 strelil, pa 2 gola. Kako? Bravo. Ne, ampak hočem vam povedati, mi moramo, v mojem osebnem mišljenju, otroke v mlajših generacijah, to se pravi tudi 21, 20, 19, naučiti igrati v vseh sistemih, zato da bodo ti otroci znali preživeti. To je moje osebno mišljenje, skromno, zanimivo. Marjan, zjutraj si rekel, da se ne boš oglašal, ampak naj ti bo. No, eno vprašanje imaš. Aducirali ste me, ni vprašanje. A ti prinesel mikrofon? Ne rabiš, bom glasen. Mi moramo govoriti o modelu dela. Model dela v klubu določa pa potem model treniranja, model igre, pol pa šele sisteme. Sistem je najmanj važen. Važen je model igre, reprezentance ali pa kako se bo kjer klub odločil. Znotraj je pa najbolj važen model treniranja. Mi smo stroka in mi moramo govoriti o treniranju, o tem govorite, gospodje. To se pravi, da igralce pripraviš na vse sisteme. Tako je. Da pripraviš igralce na vse sisteme. Hvala. Tako je. Dušan? Potem se bo pa odločil klub, pa bojo oni igrali pa tak ali pa tak. Ampak model treniranja, model dela, trening je najbolj važno. O treningu govorimo, stroka smo. Stil je pa nema več. Tle bi se strinjal, kako bomo igrali v isto in je treba najti nek model. Zdaj, ko ste povprašali prej, kdo je tisti, ki bi povsod nekdo postavlja pravila, nekomu se sledi, ne? To je naš problem. Ne? Kdo bo tisti, ki bo določal na kakšen model? Ne? Jaz si zdaj spet predstavljam, da je to nekdo, ki je za sodelovanje, ne pa za postavljanje, da je samo tisto resnica, kar on misli. Ne? Torej, tazga človeka najdete je pa v življenju tudi trenerski štab in tako naprej, verjetno se boste sogovornika strinjali, težko je najti kompatibilne ljudi, ki ti pašejo v neko zgodbo in tako naprej. Ne? To je verjetno v življenju isto. Ne? Dara igra Champions League, jaz igram pa pač to ligo. Na tem nivoju najvišjo ligo. Ker pač teli Francozi, ki so zdaj igrali z nami, pa prejšnje let Srbi, ki so bili svetovni prvaki, to so pač, da ne bomo govorili, Dembele je igral v Barceloni, Dembele je igral v Celticu, on igra za Lyon, to vse frči od milijard, koliko te fanti koštajo. Zdaj pa Dare Milanič proti Liverpoolu, ne? Mi pa proti Francozom pa Srbom.
kakšen model igre, če se ti moraš pol tekme, enostavno te oni prisilijo, da se moraš ti prvo znati dobro braniti, da boš iz tega lahko ustvaril neko eventualno možnost, da boš ti tekmo zmagal. In pred tekmo s Francozi sem rekel fantom, če mi ne bomo naredili nobene napake, tako kot jo nismo naredili proti Srbom, imamo eventualno malo možnosti, da bomo zmagali. Srbe smo zmagali 2-0, svetovne prvake, proti Francozom smo vodili 1-0, ne vem, če ste gledali tekmo, 11 metrovka, mi gremo v slačilnico, piska sodnik penal. Piska sodnik penal, rdeč karton, gremo mi v slačilnico in jaz vprašam tega fanta, Žižka, ne vem točno, ko se piše, sine, a je bil penal? Prav ni bil penal. Vprašam igrače, fantje, a je bil penal? Prav ni bil penal. Čakaj malo, da se ne razumem. Doktor Prican, doktor, kako smo mi gol dobili? Je s penala. Pa je bil penal. Pa je bil penal. To se pravi, vse te stvari mi moramo prilagoditi nasprotniku. Mi smo prisiljeni, veste, lahko je igrati proti slabši ekipi. Igre proti Liverpoolu, ne? Igre proti Srbom svetovnim prvakom. Igre proti Francozom, ki fršijo milijarde. Pozabaš na sisteme. Drž vsak svojega, pokri prostor, izbij, nabij, tlele se lahko rešiš, iz prekinitve lahko daš gol. Pa čakajte malo, o čem mi zdaj govorimo? Bodimo realni pa pošteni, ne? In na to moramo mi igralce pripraviti. Mi imamo problem, da igralce ne pripravljamo na tekmovalnost. Zdaj vam bom povedal, jaz se opravičujem, povedal bom petek 1. oktobra, 4 mesece nazaj. A reprezentanca je dobila gol v Londonu v zadnji minuti, mi smo dobili gol 3 minute pred koncem v Luksemburgu, v 19 ali pa 17, ne mi selektor, ne vem, je bilo v 17-19, pa proti Holandiji v zadnji minuti. To je črni petek. Jaz vem, da se vi s tem ne ukvarjate, ker imate svoje probleme, svoje klube, rešujete svoje probleme. Mi imamo problem, da te otroke ne učimo tekmovalnosti. In mi, ki imamo to srečo, da pač funkcioniramo na tem evropskem nivoju, je samo problem tega, da se naši fantje začnejo umikati, ko je težko. Ko oni izgubljajo tole oksigen, kako teli razlagajo, ko jim pade koncentracija, takrat imamo mi največje probleme. In največji problemi nastajajo med 30. in 40. minuto in med 75. in 90. minuto. Zakaj? Zatega, ker jih mi obremenjujemo z nekimi sistemi, z nekimi zgodbami, ki nima nobene veze, danes žoge, danes noben več predriblati ne zna, danes več noben ne upa 1-1, danes noben več nima driblinga, povejte mi na zadnjo v slovenski ligi, kateri igralci je koga predriblil. Jaz se opravičujem, jaz to gledam, vsi si samo žogo podajo med sabo. Pa kdaj bo kdo koga predriblil? To je fuzbal. In če ne bomo pri 10 letih otroke spodbujali, da bojo driblali, da bojo imeli 5 dotikov, če bo treba, samo moramo jih omejiti, da ne bo driblal takrat, ker ni treba, da bo driblal takrat, ker lahko dribla in ko bo situacija za dribling. Sisteme bomo pa mi že bolj sprot postavili, kakor bo k temu trenerju odgovarjali. Se opravičujem. Ne, v redu. Dušan. Smeš ploskati, jaz tudi mislim. Kaj narediti, da bo drugače, recimo? Oziroma, da bo kaj drugače? To, kar je Primož povedal, ja, zdaj se s Primožem strinjam, lahko bi seveda z 10-letnimi fanti začeli že delati, ne vem, tehniko in tako naprej, se naši fantje, ne moram reči, so tudi talentirani in tudi predriblati znajo in tako naprej. Zdaj problem je spet to, kar sem rekel, ko prihajaš na nivoje, ne, danes več na mednarodnem nivoju ni slabih reprezentanc. Pri nas vlada prepričanje, da ko Luksemburg pride igrati, da moramo mi njih, ne vem, uničiti, oni pa igrajo, ne vem, vsak teden z ekipami nemškimi noter, trening tekme in tako naprej. Torej danes ni več, bi rekel, smešnih reprezentanc. Seveda spet pridem do tega enotno delo, ciljano delo, konkretno delo s fanti in pripraviti jih na mednarodni nivo. Naši fantje, moje izkušnje so bile v mladih reprezentancah, začnejo na U15, U16, odigrajo turnir, zmagajo turnir, jih menadžeri seveda opazijo, ker te fantje dobijo samozavest,
premagamo, ne vem, Brazilijo, premagamo Japonsko, Norveško, vse, fantje seveda dobro izgledajo, dobijo ponudbe, kdo bo zavrnil ponudbo 100 000 evrov za 15-letnega fanta, pa njemu plača 2 jurja v klubu, kjer klub komaj preživi. Ta isti fant gre, ne vem, v Italijo, v zelo znan klub, 2-3 leta je bil tam, seveda je konkurenčen, eden med 20 je, njim je čisto en, kdo uspe, ali naš Janez uspe, ali pa njihov, ne vem, eden izmed 5 igralcev, ki so jih po celi Evropi nabirali, ta isti fant pride nazaj in je slabši od tistega fanta, ki je ustal v tem istem klubu, ker pač takrat ni mogel iti ven. Torej, hočem reči, da fante ne pripravimo na to, da grejo v neizprostno konkurenco, in to smo tudi reprezentanci, vem, da smo psihologi delali, seveda, da te fante vejo, da tujina ni samo, ne vem, obljubljena dežela in da skoraj, ne vem, upam, da se namotam, si upam trditi, da tisti fantje, ki so dalj časa pri nas v slovenski ligi ostali, pa dobivali priložnosti, da so se lažje na mednarodni nivo prebili. Fantje, te, ki so šli pa zelo mladi ven, pa prihajajo razočarani. Ne? Ampak spet poudarjam, kdo od nas bi zavrnil neko ponudbo, ki tudi klubom neko finančno preživetje ponuja. Ne? Tako da to niso tako enostavne zadeve. Je pa res, da vsak tak fant, ki tako propade, za nas dragocen in vrnil bi se spet do tega, da verjamem v sistem, v delo, iz preprostega razloga, ker Islandija je konkurenčna na vseh reprezentančnih mlajših selekcijah v članskih, torej 300 000 prebivalcev, pa so povsod, ne vem, če smo mi že fenomen, kaj so poloni. Ne? Torej se da z načrtnim delom in nekako s koordiniranim delom vseh, no, ne vem. Dobro, zelo dobra istočnica za zaključek, morda si imam še to, več delati količinsko ali kakovostno. Danes je tudi Slobodan prej povedal, da je tudi taktika odvisna predvsem od tehnike igralcev, ki jih imaš na voljo, tudi tisto, kar je prej Primož že nekako lepo povedal. Mi nekako se v zadnjem obdobju največ ukvarjamo s tem, kako izbrati, če gremo čist direktno v igrane oblike, ki dajejo našo željeno igro. Se pravi, iščemo vaje, ki bojo najhitreje pripomogle k temu, da bomo mi prišli do željene igre. Se pravi, časa mi trenerji imamo če dalje manj, ekipe se namenjavajo na 6 mesecev, na 3 mesece, kakorkoli prodaje igralce in tako naprej. In jaz mislim, da je zdaj naš izziv, kako se mi prilagoditi temu, da lahko ustvariš igro, igralca, razvijaš kakorkoli v najkrajšem možnem času. Se pravi, ne gre samo za količino nekega dela, ampak gre za kvalitetno opravljeno delo in zelo konkretno opravljeno delo. Če se sam vrnem naprej, da se ne bi narobe razumeli, Marjan, jaz sem govoril o tem, ne o sistemu igre, ampak o sistemu dela. Če gremo čisto konkretno, da se razumemo, če igralec, ki je hipotetično pri mladincih, vsakič šel z licem proti žogi in prihaja v člansko ekipo, ima en velik problem. V teh detajlih, če govorimo samo o enem detajlu tehnike, sem jaz premislil sistematično delo, se pravi od vzgoraj na vzdolj. Da se razumemo, moje mnenje ni bilo v tem sistem 3-5-2-4-4-2, ampak dejansko vročino dela. Kaj, principi v igri, kateri so, katerim sledimo, vemo, kaj v članski kamp, v tem mi grede. Zdaj sem za razgovor. Ja. Poslušaj. Se še najde, Ne vem, kaj si želel povedati, če no se zato te stvari, če še enkrat vprašam, količina ali vendarle kvaliteta? Več in bolje delati, na kakšen način, da bomo nekako pripeljali to zgodbo tudi do jutrišnjega pogovora z dr. Zdenkom Verdenikom. Zelo težko je zdaj reči, kaj pomeni več. Bi mogli biti zelo konkretni, kaj pomeni. Ne pomeni, da si ti 6 ur na igrišču, pa da si s tem uspešen. Se pravi, jaz mislim, da v čim krajšem času čim več od tega vzeti. To pa ne pomeni čim krajši čas, da 5 minut biti na igrišču. Se pravi, spet je odvisno tehnike, taktike in tako naprej. Mislim predvsem, da je učinkovitost tista, ki je merilo dela pod samim. Dušan, da na kratko. Torej spet izziv nas vseh trenerjev je poiskati vaje, poiskati način dela, ki bo učinkovit in ki bo viden na igrišču. Ne? Torej tisto, kar treniraš, da se vidi na igrišču, da je konstantno, da se ponavlja, da ni posledica nekih
ne vem, individualne kvalitete oziroma nekega slučaja v igri. Ne. To je izziv za vse nas trenerje in to, verjetno Simon, se vsi s tem ukvarjamo, da najdemo tiste načine, ki bojo učinkoviti na igrišču. No. Primož je začel, pa naj Primož konča, ampak v 3 stavkih, ali bo šlo Primož. Ne bo šlo v 3 stavkih, ali bo damo 4 stavke. Ne? Ne, gledajte, veliko vas je fantov zelo mladih, ne, ki niste doživeli tega nogometa, ko ga je doživela moja generacija, pa generacija starejših trenerjev. Življenje je pa poteklo tako. Konč šole na igrišče, 2 ure na igrišču, potem pa odložiti šolsko torbo, pa iti na trening. Zdaj vas bom vprašal eno stvar, vi ste pa mladi, pa enostavno tega ne morete dojeti, zato ker je enostavno preprosto, to tako enostavno, da človek enostavne stvari sploh enostavno več ne more razumeti. Zapomnite si eno stvar, več smo se naučili na malem fuzbolu po šoli, ker si driblal, ker si imel svojo kreacijo, ker te nišče ni omejeval v tvojem karakterju, načinu driblinga, ker je bilo to nekaj naravnega, ki si se ga ti naučil ob šolskem igrišču. Tega več enostavno ni. Ni uličnega nogometa, vse se postavlja v neko šablono, kreacije enostavno ni več, zdaj vam bom povedal eno stvar. Evo, Janez Pate je živa, hvala Bogu, da je človek živ. Savičević je letnik 66. Janez je 65, jaz sem pa 67. Ta človek nam je zabral 4 komade v 15 minutah na nekem turnirju Bratstvo in edinstvo v bivši Titovi Jugoslaviji, kjer v enem momentu en trener ni njemu rekel, da ne sme driblati. Zdaj si pa zamislite vi vsi, kako bi se ta fant razvijal, če ga ne bi pustil driblati. Nikoli ne bi bil Savičen. Isto je rekel Maradona za Mesija. Sine, poslušaj dobro, ne pusti se jim voditi, da te bojo uničili. In zdaj vam bom povedal tragično zgodbo slovenskega fuzbala. Enega lepega dne v soboto grem jaz gledati neke otroke. Zelo rad gledam fuzbal, tako drugače. In en majster, dečko 8 let star, najmanjši, najbolj žgoljev, dolge lase, dribla, mlati, zabija gole, namešča gole, Difoc, ne me zameriti, fante, Difoc se pa dere, ne driblaj, ne to, iz prve. In jaz sem to zgodbo 1001 povedal, kako je nekdo nekoga omejeval v njegovi kreaciji. In veste pa se zgodilo. Za 2 let sedim za enem šankom, pijem kavo, in to zgodbo razlagam in prav. To je pa sin od mojega prijatelja, pa ne igra več nogometa. Hvala lepa. Dobro, bomo nekako postavili piko na vsem tem, čeprav sem si želel, da bo še malček bolj optimistično vse skupaj. Je pa res, ne, da ko je prišel Savičević v Italijo, moral začeti tudi obrambo malce igrati, ne, če ne bil na tribune. Vpraš Bobana, pa je rekel Kapelo. Tako, dobro. Jaz bi se zahvalil vsem 3 sogovornikom, torej Primožu Viki, Dušanu Kosiću in Simonu Rožmanu.